Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na Vesti. Medtem ko čakamo na epilog zgodbe o slovensko-hrvaškem mejnem vprašanju in dopolnjujemo Oljerenov predlog, v Sloveniji ugaša vedno več podjetij in gospodarskih obratov. Poslanska skupina SDS je za obravnavo na izredni seji pripravila dokument z naslovom Paket ukrepov za izboljšanje gospodarskega in socialnega položaja v Sloveniji, v katerem je 68 ukrepov za stabilizacijo finančnega sistema in finančnega trga. Prvak SDS Janez Janša čemerno guba čelo, a nekaj smisla za humor mu je še ostalo. Če bili mi humoristi, bi se danes lahko zabavali s tem vladnim gradivom, ki je lepljen kar različnih stališč, ki so tudi med seboj protislovna. Tako na eni strani piše, da so naši ukrepi nedodelani, na drugi strani pa, da jih vlada večinoma že sama izvaja. Torej, vlada še vedno misli, da bo s tem, ko bo pobrala najprej denar od gospodarstva, potem pa ta denar preko birokratskih komisij redistribuirala nazaj določenemu delu gospodarstva, nekaj naredila, morda bo ponekod, vendar pa je za to potrebno bistveno več časa, veliko denarja se na poti izgubi in birokracija bistveno manj ve, kam je smiselno vlagati, kot pa podjetniki sami. Kljub težavam, ki zadnje čase pestijo slovensko gospodarstvo, pa slovenski družini BMW očitno še ni hudega. Ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću so namreč za leto dni posodili novo ekološko sedmico. Lahko bi jo tudi nam. Ampak kdo bi jo potem vozil? Pobili bi se med sabo. Da pokaž. No, to je ta famozni ekološko osveščeni BMW serije 7, ki ga je dobil na uporabo, enoletno uporabo za 40 000 kilometri, ki jih lahko prevozi ljubljanski župan oziroma mestna občina Ljubljana. Ampak je pa shujšel ta Janković? To je bil njegov šofer. A šofer? In ko smo že pri modnih dodatkih, si pobliže oglejmo še stilski izziv predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije Igorja Šoltesa. Kako ne jaz vem? Res nagradno, kdo vam je danes izbiral kravato? Je to vaša izbira ali... Moram reči, ne čisto, ker sem, kar se tega tiče, bolj starmoden, ampak pa je ta kravata bolj poživine, zato jo imam. To je bila novica. Ne vem, kdo je pisal, res ne vem. Poslanec stranke Zares Franci Kek pa kravate nima. Gospod poslanec, Franci Kek, kako da nimate kravate? To je prvo vprašanje moje. Ne vem, njimi ne zebe me, ne. In kravata bi pripomogla k temu, da bi me manj zeblo, je pa kar toplo, ne, tako da ne čutim potrebe. Ponovadi se tako oblečem, ne, vremeno primerno. Podpredsednik Slovenske demokratske stranke in nosilec strankine liste za evropske volitve Milan Zver je v dolgih letih v politiki našel svoj stil in gotovo se v njegovi omari nahaja tudi kakšna Murina obleka. Morda je zdaj čas za šolo retorike. Ja, imamo ljudi zaposlene v evropskih inštitucijah, imamo evropskega komisarja, neprestižne, mogoče na nek način, imel možnost izobraževanja, zlasti izobraževanja, imamo močnejši... Slovenija, 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 kulturac. Nekaj dlake rastejo tukaj. Na joških? Ja. Maja. Ne uporabljajo Photoshopa? Očitno ne.
V ljubljanski galeriji Avle NLB-ja bo čez poletje na ogled razstava plakatov Ralfa Schreivogla, znanega švicarskega umetnika, čigar dela izgledajo nekako takole. Za vse tiste, ki ste se vprašali, da Švica ima umetnike. Očitno. Ej, kam se da losjon za telo? Na kožo. Ali čez celo? Ja. Povsod. In za konec še nekaj vzpodbudnih misli Jurija Zrneca z dobrodelnega koncerta Mavrična pomlad na Barju. Med vami so obrazi znani, prišel sam politični je vrh, a če z vami iskren ostanem, ko vas spremljam, me spreletava srh. Kam vozite, Slovenca barko? Krog in krog preostre so čeri, Slovenc bi rad v miru delal, a žal miru in dela ni. Ni ga bilo dost za veselo telo. To ni za telo. Še vreme. Danes je dan mladosti, ostanite mladi še naprej. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti, niso bile glih vesti, bile so pa na vesti, kar tudi nekaj šteje. Fajn se imejte, mladost, norost, iščite potok in most in pol ne iti tam čez. A veš, mladost in norost, a veš, čez potok skače, kjer je most, ne, kar pomeni, da v bistvu, če hočeš biti mlad, moraš najti potok, moraš najti most in potem ne iti čez. Ja. Ok.